Na sporedu je bil še zadnji krog jesenskega dela prvenstva. 20. krog se je odprl v Domžalah, kjer je vodilna ekipa in jesenski prvaki Domžale pričakalo ekipo Celja, še eno izmed največjih pozitivnih presenečenj tega prvega dela. Prva akcija v 7. minuti. Simič je prodrl, podal proti Vuku, ki je streljal na pravem mestu, pa Mojčinović, ki je žogo brez težav zadržal. Potem akcija Celja, priložnost za goste, takole je prodrl Verbič, Korun naj bi igral z roko, gostje so zahtevali 11 metrovko, katere pa na koncu ni bilo. Še ena akcija gostov v isti minuti, poizkus oddaleč in velika priložnost za goste, streljal je Vidmajer, Vidmar pa je žogo izbil v kot. Na drugi strani kot za Domžalčane, lepa kombinacija domačih, Zec je zavrnil žogo, Morel pa je stresel vratnico in sreča je tokrat rešila vratarja Mojčinovića, ki je bil že premagan, a žoga je končala zgolj v vratnici. Nova akcija za gostujoče nogometaše, podaja pred vrata, Mislav Oršić je preigraval in podal pred vrata. Neugodno žogo pa je Vidmar poslal v nov kot za Celjane. Ostala je pri začetnem izidu na izjemno težkem in razmočenem igrišču v domžalskem športnem parku. Pogoji so bili izjemno težki, obe ekipi pa sta prikazali všečno nogometno igro. Do konca prvega polčasa še ena priložnost za domače nogometaše, tokrat je bila to izgubljena žoga Celjanov in visoko v zrak je šla tale žoga, potem pa je Vuk poskušal iz prve in iz voleja stresel le prečko. Dober strel Slobodana Vuka, ki je tokrat zatresel še enkrat okvir gola in dvakrat je Celjane v tem prvem polčasu rešila vratnica oziroma prečka. Drugi polčas in najprej strel Morela, nekoliko previsoko za Mojčinovića, z ogromne razdalje je meril Francoz. Še ena akcija za Celjane, tole je bila že podaja pred vrata v 83. minuti, najprej vratnica, katero je stresel Vrhovec, najspretnejši pa je bil Benjamin Verbič, ki je iz edine celjske priložnosti v tem drugem polčasu zatresel mrežo in popeljal goste do minimalne prednosti. Celjani so kot prvi letos premagali in zabili gol Domžalam, takole pa v zadnjem krogu jeseni še enkrat uspešni na gostovanju, izjemen strel Vrhovca, vratnica, Verbič pa je potem premagal Vidmarja za 0:1. Tole je še zadnja akcija tekme, ko je dobil nov rumeni karton Blaž Vrhovec in celjski kapetan je moral predčasno z igrišča, prekršek nad dobrovoljcem in drugi rumeni karton. Tekma se je končala in v domžalskem športnem parku srečnejši Celjani, veliko veselje gostov in na koncu še ena pomembna zmaga za varovance Simona Rožmana. Ni preveč težko preživeti ta poraz, ker odhajamo na dopust iz prve pozicije. Dejstvo je, da v srečanju smo pokazali ogromno v prvem polčasu in bi tudi verjetno si zaslužili, da pridemo v vodstvo, pa se to ni zgodilo. In nekako po pravilu se take tekme na koncu izgubijo. Po neumnem zadetku mislim, da je edini resen strel na naš gol bil sprožen takrat, ampak nogomet je pač takšen in je zaradi tega tudi zanimiv. Mi bomo to sprejeli tako, kot je treba, moško, vsekakor je pa nikakor ne more to biti neka črna točka v tem jesenskem delu, kjer smo odigrali neverjetno, prišli do nekega položaja, v katerem smo samo lahko sanjali in seveda danes nocoj in v nadaljevanju na dopustu bomo ponosni in dvignjenih glav lahko se spočili. Kar se tiče tekme, bi v prvi vrsti čestital svojim fantom, hkrati bi se tudi zahvalil, bom rekel, vsem njihovim najbližjim staršem in partnerkam za eno lepo presenečenje pred tekmo. Mislim, da je to naša skupna zmaga. Tekma mislim, da ni bila najbolj gledljiva, nekako zelo težki pogoji za igro, zelo velik preskoka, kar nam nekako ne ustreza. Smo se pa mogli nekako prilagoditi, bili, bom rekel, zelo agresivni, disciplinirani, na koncu verjetno tudi srečnejši in smo zelo veseli, bom rekel, te zmage, nekako revanša za tisto drugo kolo v podobnih pogojih.